Najlepša hvala. Tudi jaz se bom poslužila malo metode predhodnega poenostavljanja, lahko pa temu rečemo tudi abstrakcije, ki je včasih v znanosti nujna, če hočemo razmišljati na ravni, včasih temu rekli, razmisleka o bistvu zadeve, ne o pojavnosti, ampak o samem bistvu in pa če potem hočemo neke komparacije delati, tako da temu lahko tudi rečemo, da ne poenostavljamo, ampak abstrahiramo, se malo lepš sliši. Pravzaprav ta metoda mišljenja je temelj teoretskega razmisleka o realnosti, ki je predpogoj družboslovnih in humanističnih ved, številnih. Zdaj, kot ste slišali, moj namen je spregovoriti na enostavnejši način o migracijskem trikotniku vzročnosti, ki se pojavlja v isti globalni realnosti, ki jo konstruira družbeno, politično, ekonomsko, globalno razmerje moči. Govorimo o trikotniku, kjer vogale tega trikotnika, se pravi, to so tri plati iste medalje, kjer imamo potem v idealno tipskih kategorijalnih diskurzih govora o delovnih migracijah, političnih migracijah ali beguncih in v zadnjem času veliko govora o tako imenovanih klimatskih ali podnebnih beguncih ali migrantih. Preden pravzaprav začnem razpravo o tem, naj povem, da odločila sem se za to temo zaradi konfuzije pojmovne, o kateri je bilo danes že govora v slovenskem prostoru v zadnjem času, kjer pravzaprav nihče več ni vedel v javnem diskurzu, v medijih, kaj porabijo in so pravzaprav uporabili vse, kar jim je pod roke prišlo. Nihče ni peljal treznega razmisleka o tem, kaj pravzaprav skušajo povedati in da bi jih sama vsebina pri tem vodila. Hkrati nas pa lahko to opozarja na nevarnost, kako lahko znanstveno konstruiran teoretski imaginarij predstavlja skušnjavo za politične zlorabe. Se pravi, jaz bom govorila o teoretskem imaginariju na področju migracijskih študij, kjer bi najprej povedala, da pravzaprav pojmi so fluidni, relativni in kontekstualno posredovani. Pomeni niso stabilne strukture. Že če pogledamo človeka, migranta, selivca, enega in istega človeka, je glede na perspektivo, s katero ga gledamo, opazujemo, enkrat je izseljenec, če ga gledamo iz okolja, od kjer odhaja, in če ga gledamo v okoljih, kamor prehaja ali prihaja, dobiva različne potem oznake. Je prebežnik in je priseljenec. Se pravi, ena in ista oseba je glede na perspektivo, s katere je opazovana, različno poimenovana. Se pravi, pojme je treba gledati tudi skozi njihovo fluidnost. In zdaj, če gremo pravzaprav na te tri vogale trikotnika, imamo delovne migracije ali angleško labor migration, politične migracije in pa potem ekološke migracije. Je polje delovnih migracij diskurzivno najbolj razdelano in glede na trajanje v Sloveniji pogosto srečujete dnevne migracije, tedenske migracije, sezonske migracije, naši ljudje hodijo sem in tja. Imamo naše začasne Slovence v tujini, včasih se je govorilo o začasnem delu v tujini, govorilo se je o zdomcih, o slovenskih izseljencih po svetu, govorimo o povratnikih. Vse to je pravzaprav vezano z željo po označitvi ali pa delitvi ljudi glede na trajanje, dolžino migracij. Potem imamo dinamiko urbano-ruralno in ruralno-urbano, tako znotraj države kot meddržavne, mednarodne dinamike, kjer lahko do tega prihaja. Potem pa imamo pravzaprav tipizacijo, ki je vezana bolj z tudi izobraženostjo. Imamo beg možganov, imamo danes željeno kroženje možganov,
dobili boste migracijo visoko izobraženih, high skilled migration je danes zelo popularno, potem imate low skilled migration, to je idealen nastavek za prikriti socialni rasizem, diskurzivno. Potem imamo napotene delavce, ki so tudi migranti, selivci, in imamo diskurzivno prikrito skupino migrantov, ki svojo mednarodno poklicno migracijo skrijejo v pojem mobilnost. Mi imamo danes mednarodno poklicno mobilne ljudi, to pa so diplomati, humanitarni delavci, vojaške misije, politiki, eurobirokrati, oni sami sebe že diskurzivno ne prepoznavajo kot migrante in se na nek način neopazno, tiho distancirajo od te nezaželjene migrantske populacije. In tukaj imamo pravzaprav diskurzivne nastavke za potem pravzaprav tihe rasizme najprej, potem pa reze v realnosti, ki pripeljejo do diskriminacije določene populacije ob rabi kategorialnega aparata, ki ga postavljamo znanstveniki in s tem smo znanstveniki krivi oziroma so odgovorni, ker pri tem nereflektirano sodelujemo. Drugo polje takega množica sorodnih sinonimov so politične migracije, prisilne migracije, forced migration ali refugee studies. Vi imate politične migrante, potem imamo pa izgnance, pregnance, ezule ali optante, to je populacija, veste, takoj po vojni, populacija Italijanov, ki oni pravijo so pregnani, mi pravimo so odšli v Italijo, begunce, imamo osebe z mednarodno zaščito, prosilce za azil, azilante, prebežnike. Prvi prebežniki intenzivno označeni s tem pojmom so slovenski izseljenci oziroma jugoslovanski izseljenci, ki so zapuščali jugoslovanski prostor po vojni, še preden je bilo izseljevanje dovoljeno. Se pravi v 50 letih, tam do 63. leta, ko se meje odprejo, ni pa več tega tipičnega begunskega povojnega vala. Takrat imamo mi v Sloveniji slovenske prebežnike, v zgodovinopisju boste te zgodbe našli. Imamo tudi slovenske prebežnike, imamo razseljene ljudi, displaced person. In razseljene ljudi najdete v slovenski zgodovini, najdemo jih tudi tako notranje kot mednarodne in najdemo jih tudi recimo v Ugandi, kjer imate to notranjo komponento razseljenosti, zelo močno tudi v politično in gospodarskem smislu, primerljivo neki mednarodnosti, če gledamo, kaj se v Ugandi recimo dogaja. Potem imamo pa še že omenjene pojme legalno, ilegalno, dovoljeno, nedovoljeno in danes dokumentirano, nedokumentirano. Vse to služi za različne pravne kategorizacije ljudi, ki se jih potem v politiki ob seveda sodelovanju ekonomskih elit tlači v skupine, ki jim dajemo določene pravice. Se pravi, naše kategorizacije imajo na koncu tudi realne učinke. Zato bi morali o svojih imaginarijih še kako razmišljati, preden jih v analizah v takih okoljih, kot mi delujemo, uporabljamo. Vsi ti trije trikotniki, tretji vogu pa potem predstavljajo ekološke migracije, kjer najdemo pojem ekološke begunci in pa klimatski begunci, to so sinonimi, ki se jih potem povezuje z onesnaževanjem, uničevanjem okolja, vremenskim spremembam, prenaseljenostjo in lakoto. Vsi ti trije vogali tega vzročnega trikotnika so povezani z, rečemo, nekimi svojimi teorijami, ki skušajo te pojave razložiti. Tretji del, to so te okoljske migracije, so pravzaprav danes še relativno neobdelane in se napenjajo na druge paradigme, v migracijskih študijah ni sistematičnih pristopov. Kar se tiče političnih migracij,
Pravzaprav prvi pristopi so sistematično, teoretsko narejeni šele v 80. letih 20. stoletja, več o tem boste lahko našli pri Juretu Gombaču, mojemu kolegu, ki obdeluje tudi te teorije na sistematičen način, pa tudi pri kolegih z Mirovnega inštituta in z univerze, ki se mogoče malo bolj s tem področjem teoretsko ukvarjajo. Za razliko od tako imenovanih ekonomskih migrantih se v teh primerih izpostavlja dejstvo, da so ekonomske teorije, ki se razvijajo od konca 19. stoletja dalje od Ravensteina naprej in skušajo razložiti to ekonomsko dinamiko, in vsi ekonomski teoretiki trdijo, da te ekonomske teorije za primere političnih migracij, vojn, beguncev in ekoloških katastrof ne veljajo in so povsem neuporabne. Se pravi, politiki političnih migracij so izhajali iz te trditve in skušali ugotoviti, ali vendarle lahko v tej skupini gibanja ljudi najdemo neke zakonitosti, za katere lahko predpostavljamo, da so relativno skupne različnim zgodovinskim situacijam. Največ teorij imamo seveda na področju tako imenovanih delovnih ekonomskih migracij, kjer, kot sem rekla, so pravzaprav težnje že stoletne, potem, da bi se ekonomske migracije razložilo, vzroke migracij. In jaz bi preskočila na 60. leta 20. stoletja, ko se pojavi push-pull model, ki ga vsi poznate, v delu Theory of Migration avtorja Leeja, in od tam naprej je ta push-pull model, čeravno je že bilo dokazano, da ne drži in je napačna percepcija, ker znotraj teh vseh ekonomsko-družboslovnih pogledov bi bilo potrebno izhajati iz človeka, selivca kot akterja dogajanja, ne pa kot objekta dogajanja, pa še vendar so te teorije najmočnejše na polju migracijskih študij, pa tudi v slovenskem družboslovju. Prelom v načinu razumevanja dinamike znotraj selitev pomeni Wallersteinova teorija svetovnega sistema in pa teorija globalizacije. To tudi v proučevanju migracij povzroči, da se razvije tako imenovana teorija odvisnosti, ki jo postavi Singer in potem prior 76. leta komplementarno dopolni z teorijo dvojnega trga dela oziroma dvojnega trga dela delovne sile, kar v klasičnem besedišču družboslovnem pomeni, da uvede diado center-periferija, ki jo vsi poznate. Medtem ko teorija odvisnosti povzame Wallersteinovo predpostavko o svetovni evropski hegemoniji in o globalizaciji kapitala, se pravi o svetovnih razsežih kapitalističnega sistema, kjer pravzaprav potem avtorji polemizirajo dejstvo, da je nerazvitost ni kar sama od sebe per se. Nerazvitost je sproducirana znotraj globalnega sistema. Nerazvite dežele so nujna sestavna komponenta relacije center in periferija. Zato, da center deluje, potrebuje svojo periferijo. In globalni kapital za svoj obstoj in dinamiko nujno ustvarja ekonomsko nerazvitost oziroma nerazvite države, kjer ustvarja poleg ostalega tudi sebi potrebno rezervno armado delovne sile. Posebna oblika, kako se slabi nerazvite države ali države v razvoju, pa je tako imenovani beg možganov, kjer se izobrazi ljudi na stroške nerazvitih in potem se zgodi tako imenovani beg možganov ali, če hočete, migracija visoko izobražene delovne sile z periferije v center, kjer oplemenitijo kapital centra. Če že ne drugače skozi, ker to, kar se potem pravzaprav postavi, je dejstvo, da nimamo samo enega centra.
in ene periferije, ampak skozi zgodovino globalizacije kapitala pride do konstituiranja policentričnosti. Vsi ti centri imajo svoje periferije in med centri v bistvu prvič poteka boj za nadvlado znotraj globalnih hegemonskih razmerij in drugič poteka boj za periferije, ne? Za periferije znotraj teh in pride do mešanja tako imenovanega, poznate tudi pojme prvi, drugi, tretji svet, ne? Pride do mešanja prvega, drugega, tretjega sveta, kjer se v prvem pojavita drugi in tretji, v drugem prvi in drugi in v tretjem prvi in drugi, zaradi tega, ker ne migriramo samo ljudje, migrira tudi kapital. In danes je pravzaprav preko korporacij zelo prisotna globalna migracija kapitala iz centra v periferijo, iz razvitosti v nerazvitost, to je tudi že v zgodovini bilo prisotno, se pravi kapital gre tja, kjer je proizvodna zaradi nižje zaščite okolja, zaradi dovoljenosti onesnaževanja, so stroški produkcije nižja je cena delovne sile. Se pravi, zadeva, ki je v izhodišču kompleksna, je postala še bolj kompleksna. In kar se pravzaprav znotraj te migracijske dinamike pojavi in bi vam rada povedala, je, da ta migracija kapitala, kapitalistov in menedžerjev in potrebne upravne strukture je prepoznana kot razvoj. To je razvojni potencial sveta. To so še kako prepotrebne tuje investicije in preko teh tujih investicij poteka tiha neokolonialna reprodukcija obstoječe hegemonije na drugačne načine. In gledam namreč, kaj je nujno, da vam povem. Se pravi, in znotraj tega globalnega sveta so migracije kapitala in nosilcev moči, ekonomsko, politično, gospodarskih elit, označene kot razvojne sile, vse ostale migracije pa so podvržene želji po kontroli. Naj si pa da govorimo o delovnih migrantih, naj si pa da govorimo o beguncih ali klimatskih migrantih. Že diskurzivno so pomaknjene na področje, da se lažje vzpostavlja pravno-politična kontrola nad posameznimi skupinami. Posamezni konteksti pa kažejo, kako so samo te populacije predmet takšnih ali drugačnih restrikcij glede na stanje, v katerem je družba, v katero ti ljudje prihajajo. Se pravi, niso vedno begunci tisti, ki so nezaželeni. Primer Slovenije kaže, kako je prišlo do pojmovnega preklopa, ko so kar naenkrat delovni migranti postali tisti, ki so bili sumljivi, so bili umazani, se pravi diskurzivni preklop, ki je fluiden in se kontekstualno nekonsistentno prilagaja trenutnim interesom ekonomsko-političnih lobijev. Vse skupaj pa seveda, ko razmišljamo globalno shemo, je povezano s tem, kako razumemo družbo, politiko in ekonomijo kot posamezne analitične kategorije in kakšno razmerje med njimi vzpostavljamo. Hvala lepa.